Štajerska gospodarska zbornica je pomemben del gospodarstva. V 10-letnem obdobju njenega delovanja so tekli številni projekti. Osnovna delovna področja so regijski sveti, združevanja in povezovanja podjetij, razvoj človekovih virov in drugo. Kot smo že v Sloveniji vajeni brez težav, za katere ponavadi poskrbi politika, žal ne gre. Zaradi manj političnih regij po zgledu ostalih razvitih evropskih držav se s težavami delovanja sooča tudi Štajerska gospodarska zbornica. Imamo sicer ogromno lokalnih skupnosti, že samo iz našega Podravja, našem Podravju je 41 lokalnih skupnosti in ti razni interesi in razna delovanja, to je rečemo neke vrste vrtičkarstvo, je pri nas velik problem. Če samo pogledamo v Avstrijo, je seveda regija bistveno drugače funkcionira, ve se, kateri so regijski projekti in skozi to seveda pridejo tudi do bistveno drugačnih rezultatov. Pri nas se pač zelo dost, moram reči, mi orjemo ledino, ker smo edina regionalna zbornica tudi, orjemo v bistvu ledino v tem smislu, da skušamo na nek način sokreirati to, rečemo, politiko in regijsko strategijo, kar pa je seveda izredno težko, ker imamo seveda izredno dosti deležnikov, regijskih deležnikov pa enostavno v naši regiji ni. In seveda jasno je, da Slovenija je razdeljena in to tudi v kohezijski politiki je tako med zahodno in vzhodno kohezijo in da v vzhodni koheziji, v kateri mi smo, seveda primanjkuje denarja in da seveda te kohezijska sredstva morajo biti močneje zastopana v tem delu Slovenije. Gospodarska kriza je zdaj po besedah Glaserja res stvar preteklosti. Podatki statistični seveda ne lažejo, kažejo, da je slovensko gospodarstvo se zadnja leta začelo bistveno dvigovati in tudi gospodarstvo v Podravju. Mi beležimo pozitivno saldo številko na dobičkih, ki jih podjetje v Podravju ustvarja in tudi v Sloveniji. Torej, prebudilo se je gospodarstvo tako v Sloveniji, tako v Podravju, tako tudi v Evropi in to je seveda tudi ena ključnih dogodkov, namreč mi smo pretežno odvisni od evropskega gospodarstva in če se to prebudi, potem tudi seveda vpliva na naše gospodarstvo. Čeprav statistika kaže na porast podjetništva in samozaposlovanja, pa mikrogospodarstvo ne prinaša velike dodatne vrednosti. Mi imamo kar 98 mikro in majhnih podjetij in od teh mikro in majhnih podjetij je več kot polovica podjetij, ki ima nič zaposlenih, kar pomeni v bistvu, da res izhajamo bolj iz statistike, sicer pa to niso podjetja, na katere bi lahko mi razvojno stavili. Ob tem je Glaser izpostavil pomembnost projekta Magna ne samo za Štajersko, temveč tudi za celotno slovensko gospodarstvo. Tega, kar pokaže seveda investitorjem v svetu, da je vendarle Slovenija odprta in atraktivna dežela za investicije in to omogoča novo zaposlenost in omogoča tudi višjo dodano vrednost. Je pa gospodarstvo že v obdobju, ko določenih kadrov vse bolj primanjkuje. Oba sogovornika pri tem problemu s prstom kažeta na šolski sistem. Iščemo nove poti in možnosti, da bi v našo regijo pripeljali vajeništvo. Vi tako veste, vajeništva zdaj v tem trenutku ni, prav v kovinsko-predelovalni industriji bi bilo zelo potrebno, da je to vajeništvo in jaz mislim, da drugo leto se bomo ukvarjali o novih programih, o novih možnosti za vajeniški sistem in verjamem, da bo to pomagalo tako novemu investitorju, kot pa seveda ostalim podjetjem v naši regiji, tudi investitorjem. Seveda se bo morale začeti inštitucije šolstva, srednjega in visokošolstva ozirati, kaj podjetja rabijo od oblik zaposlenih in seveda dajati takšne kadre, ki bodo seveda našli zaposlitev. Mi vidimo, da v tem momentu začenjajo manjkati neki tehnični kadri, pretežno tehnični kadri, srednji in više izobraženi. In tretje je seveda, da si pač želimo vsi, da bi Slovenija dobila bolj prilagojeno, fleksibilno in urejeno delovno zakonodajo in nenazadnje tudi manjšo obdavčitev ali pa manjšo obremenitev plač, zlasti seveda plač višje izobražene strukture, ki seveda nam v tujini bistveno več zasluži, tako v neto kot tudi v bruto in seveda tudi to odhajanje je posledica tudi te plačne politike. Kljub težavam, s katerimi se članstvo Štajerske gospodarske zbornice sooča, zbornici načrtov za prihodnost ne manjka.
strateško razvojno partnerstvo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo. Cela Slovenija se na nek način pogovarja o zelenem gospodarstvu, o krožnem gospodarstvu in mi smo tisti koordinatorji, ki to z gospodarstvom usklajujemo, kar pomeni, da se ukvarjamo bistveno več z razvojem, bistveno več z črpanjem kohezijskih sredstev. Želimo si seveda, da naša podjetja to učinkovito počrpajo in zbornica je tista, ki bo bdela nad tem, na eni strani pridobivala potrebe strani gospodarstva, po drugi strani se usklajevala z resornimi ministrstvom, da bo do tega črpanja prišlo. Izzivov, tako kot gospodarstvu, v naslednjem desetletju zbornici gotovo ne bo zmanjkalo.